Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate. Župan dr. Ivan Žagar sprejel prostovoljce. Občni zbor Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Na Zgornji Ložnici oprizorili komedijo Gospod gre na lov. Predstavitev občinskega načrta zaščite in reševanja. Košarkarji Bistrice izgubili proti Vranskemu. Pokal pohorskega bataljona v judu. Topolčnikov memorial za mlade judoiste. Odbojkarice Bistrice premagale Celjanke. V Slovenski Bistrici mednarodni turnir v tekvandoju. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je v sredo 22. januarja v prostorih Bistriškega gradu gostil prostovoljce iz občine Slovenska Bistrica. Na sprejemu se je zahvalil prostovoljcem na področju zaščite in reševanja ter varnosti v cestnem prometu in prostovoljcem, ki sodelujejo pri izvajanju projekta brezplačnih prevozov za starejše. Najprej moram se izreči so priznanje vsem, ki delajo na področju prostovoljstva pri nas in tudi so zahvalo. Danes je ta sprejem predvsem povezan z tistimi prostovoljci, ki delajo na področju civilne zaščite, na področju humanitarnih dejavnosti in tudi sicer z tega dela. In ta segment je še posebej recimo izpostavljen, tudi zato, ker se skoraj vsako leto srečujemo z naravnimi nesrečami, pa tudi redna dejavnost zahteva ta del prostovoljstva in pravzaprav izpeljati. Tako da je res to delo pravzaprav neprecenljivo. Zdaj pomembno pa se mi zdi tudi to sporočilo prostovoljstva, ki je v današnji družbi, ko smo odtojeni že velikokrat v tem globalnem svetu, še toliko bolj pomembno. Gre le za to, da je prostovoljstvo temelji na solidarnosti in ta je še kako tista, ki nas mora na nek način tudi voditi, če želimo, da bo naša družba šla v neki pozitivni in uspešni smeri. In zato res se mi zdi pomembno in se mi zdi tudi pomembno, da se to sporočilo pravzaprav prenese vsem, ki delujejo na prostovoljskem področju, da to je ta zahvala in sopriznanje. Tem pa se moče samo še en poudarek. Pomembno je, da se to sporočilo prostovoljstva in seveda solidarnosti prenaša tudi na mlajše rodove. To pa še posebej danes v tej digitalni, moderni družbi je to še toliko bolj dejansko tisto, kar mora in bi naj tudi z vidika etike, morale zdržalo družbo takšno, kot jo pričakujemo. Sprejema se je udeležila tudi zaprisežena prostovoljka Ivana Leskovar. V zadnjem času je zelo dejavna pri projektu In planinec. In planinci so planinci invalidi, oziroma in planinci smo vsi tisti, ki tudi te planince invalide spremljamo. Vsak je na svoj način poseben in kadar se soočaš z to različnostjo, odkrivaš, da si tudi ti na nek način poseben. Pravzaprav smo drug drugemu namenjeni za to, da drug drugemu ga bogatimo. Tako verjamem, da bogatim te naše invalide z mojo prisotnostjo, z spremljanjem, z pomočjo. In invalidi mene bogatijo s tem, ko me sprejemajo tako, kot sem. Potem sem lahko to, kar sem, z njimi ne rabim se pretvarjati, da sem nekdo drug, sem lahko sproščena. Predvsem pa me napolnjujejo svojim optimizmom, ki prehaja tudi na mene. Zakaj je prostovoljstvo pravzaprav tako pomembno? Za mene je prostovoljstvo nekaj najlepšega, kar si lahko človek pokloni samemu sebi. Namreč jaz prostovoljstvo jemljem na tak način, da toliko, kolikor bom jaz nekomu namenila časa, sredstev, kakorkoli, toliko bom dobila nazaj, pravzaprav pa mislim, da dobim veliko več, kot dajem. Med najbolj dejavnimi prostovoljci v občini so zagotovo gasilci, ki so lani imeli ogromno dela po neurju z močno točo. Lani je bilo kar velika zadeva pri nas, nažalost. Trajalo kar več kot 10 dni vse skupaj. Aktivno smo bili 5 dni gasilci non-stop na terenu, pa tudi drugi so prišli pomagati.
prostovoljci, podobno kot gasilci. Je pa res, da gasilci se združujemo in se pri tem društvih še usposabljamo za ta dela, ki malo lažje pomagamo v posebnih okoliščinah. Kaj vam pravzaprav pomeni prostovoljstvo? Zakaj ste se pridružili gasilcem že kot mlad fant? Tudi meni je v bistvu že od družine pritegnilo, da sem se sam vključil v to društvo. Je pa to zadeva, ki počneš zato, da zadostiš nek svoj jaz, nek notranji čut, da lahko pomagaš nekomu drugemu z bilo čim pač lahko, če so se zmožni. V Čebelarskem centru Slovenska Bistrica je pretekli petek potekal občni zbor Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Člani društva so prisluhnili poročilom o delu v preteklem letu in sprejeli program dela za leto 2025. Pred zborom smo pred kamero studia Bistrica povabili predsednika Čebelarskega društva Slovenska Bistrica Maksimiljana Praha. Na občnem zboru bomo dali poročilo o lanskem delu, se pravi utvoriti tega novega apiterapevtskega čebeljaka, razvitje čebelarskega prapora in izdajo zbornika, društvenega zbornika. Za letošnje leto pa imamo plani urediti nekaj stvari pri vodovodu, potem imamo še ureditev neko dokumentacije z novim projektom, ki ga vršimo, tako da dela ne zmanjka nikoli. Seveda posvetili se bomo pa predvsem izobraževanju in delu s čebelicami in vzrejni postaji, ki je tukaj za nami. Na občnem zboru bomo se pobratili z Čebelarskim društvom Maribor mesto, tako da bomo, sicer je v isti zvezi, ampak ker smo dobri prijatelji, pa to smo rekli, zakaj pa ne bi bili tako blizu in tudi nekaj šteje. Seveda bomo pa podelili dolgoletna značke za dolgoletno službovanje, potem 3 priznanja Antona Janše 3. stopnje in priznanja za lansko delo tistim članom, ki so res pripomogli pri lanskem delu v okviru čebeljaka, prapora, zbornika in tako dalje. Se pravi za organizacijo in za izvedbo. Dramska skupina Kut Lojzeja Ožner Zgornja Ložnica je pretekli konec tedna v domači športni dvorani premierno uprizorila novo igro in sicer komedijo v 3 dejanjih Gospod gre na lov. Delo francoskega dramatika Žorža Fejduja je priredila in režirala Kristina Breznik-Jevšenak. V predstavi igra 8 igralcev. V glavnih vlogah pa nastopajo Danilo Janžič, Marjeta Brglez in Peter Mlakar. Veš kaj, o njem nič slabega. Tvoj prijatelj je. Pa kak, nič slabega. Moj dober prijatelj je, rad ga imam, ampak saj veš, že dolgo tebe pa ljubim. In dopustil bi, da ga prevaram. Pa to je, veš, to je čisto drugi zorni kot, vi ženske tega sploh ne razumete. Veš kaj, Marino, ko se 2 poročita, si obljubita večno zvestobo. In dokler bom jaz prepričana, da moj mož ni prelomil prisege, ga ne bom izdala. A tako praviš, tako? Tako ja, častna beseda. Če pa bi mi kdo dokazal, da me moj mož vara, potem bi takoj pritekla k tebi in ti rekla, Marino, maščuj me. Res? Ja, ampak, ker natančno vem, da je kaj takega popolnoma nemogoče. Se razume, popolnoma nemogoče. Kaj pa pravzaprav zanima tega tvojega moža? Poglej, hodi na lov, čolnari, ribari, skratka samo rekreira se, kaj ne? Ja, natanko tako. Veš, lov. Veš, so pa tudi možje, ki se pretvarjajo, da so nori na lov. V resnici pa imajo to samo za izgovor, da lahko odfrčijo. Doma rečejo, da gredo na lov in kdo bi hodil gledat za njimi, kaj? Ja. Kdo bi hodil gledat? Ja, že mogoče. Ampak, moj drago, pa že ni tak.
Sem tudi sam prepričan. To edino, kar pa je, kar sem zadnjič opazil, ko je glih prišel iz lova, veš? No, kaj? No, v tisti košari je imel zajca in kunca. Ja, no, in? No, nisem ravno lovec, ampak kolikor vem, da tam, kjer se nahajajo zajci, tam ponavadi ni kuncev. In tam, kjer se nahajajo kunci, veš, tam ni zajcev. Ti srčkani glodavci se srečajo ponavadi samo na enem mestu. Ja, mogoče sta pa je ravno tam lovil takrat. Tam, kjer prodajajo divjačino. Kaj? Kaj? Tam, kjer prodajajo divjačino? Ja. In ti to meni govoriš tako mirno? No, povedal. Veš kaj? Vse mi bo moral Za razložiti. božjo voljo, samo tega mi ne stori, veš, to sem ti zaupal zato, ker sem popolnoma prepričan o Dragotovi nedolžnosti. Ne, vse mi bo moral Ne, razložiti. lepo te In to prosim, ne takoj. stori mi tega. A odhajaš slučajno? V bistvu, si prišel, kako si kaj, prijatelj? V redu, vse dobro. Kako sem? Smo ja prejle bila skupaj. Ja, tu. saj res, ja, odhajam, ja, veš, odhajat, mislim, odhajam že, nasvidenje. Kaj mu pa je? Kot da ga bi nekdo s kolom po glavi. Ti tudi? Kaj vaju je pičilo? Nič. Nekaj sva se pogovarjala o glodavcih. O, lepo. Ja. Vem, da kunci in zajci niso skupaj doma. Ti pa si imel zadnjič ravno tako lov. Draga moja žena, pa kaj ti dvomiš v mene? Jaz sem ja lovec kilometrino. Če hočem zajca, grem tja, kjer so zajci. Če hočem kunca, grem do njega. Pa menda ja ne misliš, da... Tak pa ja. Strapa. Sem verjela tistemu zdravniku, me je hotel. Veš kaj, ti si pa res moj pravi, zviti možek, pravi lovec. Norica moja, da greš sumit v svojega moža. Gospod, krojač je prinesel vaše nove hlače. Odlično, daj mi se. Ja, odlično, pridi, draga moja. Greva jih poskusi, da vidiš, kako mi pašejo. Ja. A strica pa ni? Ja, je. Pravkar preskuša vaše hlače. Moje hlače. Za las podobne vašim. Oponašam, za crkli. Bi ga radi videli? Seveda, se ne mudi, bom počakal. Prišel sem ga malo obrat, zato bom raje... A boste kartali? Ne, prišel sem ga prosit za 500 dinarjev. Tako? Kakšen srček, kakšna miška, mlada jedra, ravno prav raščena. Njen star je sicer malo v napotu, ampak mi je rekla, če se prikaže tisti moj oragutan hitro v omaro. Sva se spoznala v zastavljalnici, ona je prinesla družinski nakit, jaz pa sem zastavil uro. Kaj hočemo? Združila naj jo je stiska. Takoj sva se zaljubila. Kot je Romeo in Julija. Še istega večera mi je dala ključ svojega srca, pa tudi ključ stanovanja na Tomšičevi 40. Zdaj redno hodim k njej vsako soboto. No, danes jo presenetim, bo posebna nedelja. Tako pa sem. Zdravo, tetica, zdravo, stric. Zdravo. Lej, no, pa res imaš moje hlače. A posnemava se? Lahko bi govoril vedninik. Ja, v redu. Joj, še plačamo, nisem hlač. Striče, Ja. ko ravno vidim, da preštevaš bankovce, bi te vljudno prosil, bi mi posodil 500 dinarjev. Ne, dragi moj, si mi dolžen že 600 dinarjev. To je čisto preveč.
od mene ne dobiš ničesar. Ampak striček, pa saj te ne prosim, da mi jih podariš. Vidim, da imaš krasne bankovce po 100 dinarjev, pa bi te prosil, če mi zamenjal za enega krasnega 500 taka. A ja, menja bi rad? Ja, to pa ja. Daj roko. 1, 2, 3, 4, 5. To imaš. Hvala, striček, kar je dano, je v žep zakopano. Ne, počakaj! Vrni mi denar! Denar zdaj kroži! Mu bom že pokazal. V sejni sobi občine Slovenska Bistrica so v sredo 29. januarja javno predstavili delni občinski načrt zaščite in reševanja. Več o namenu tega načrta je povedal Branko Hojnik, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje občine Slovenska Bistrica. Vsak načrt ima namen, da se pač opredelijo naloge, takrat v takem primeru, če se zgodi terorizem, tudi organi, ki vodijo vse te aktivnosti sile zaščite reševanja in pa tudi zaščitni ukrepi, ki pač se takrat izvajajo. Zdaj, kar se tiče občine Slovenske Bistrice, ocenjujem, da ni neke, bi rekel, kot sem že prej rekel, neke velike stopnje ogroženosti. Pač mi smo na območju takem, da potem pač nas vključijo tudi v ta del, ker ene občine recimo niso rabljene. Mi smo že zaradi letališča blizu železniške postaje, potem imamo zelo veliko tudi recimo piščančjih farm, tudi zaradi vsega tega nekako so nas potem pač kot državni načrt in regijski načrt vključili. Zdaj, kar se tiče samih zaklonišč, ki so mogoče tu vezane tudi, se lahko mogoče malo pohvalimo, v bistvu so bili kar pridni, že leta 2022 smo v enem inšpekcijskem ogledu takrat že izvedli komplet preglede vseh naših zaklonišč in smo izvedli tudi servise in tako, da imajo vsa naša zaklonišča tudi potrdila o ustreznosti uporabe. Je pa res, da je to ena omejitev vseh teh zaklonišč, ki so bila izdelana pred leto 2006, v bistvu ne izpolnjuje več pogoje za celotno zaščito, bi rekel, tisto radiološko, biološko, kemično. V bistvu gre bolj za zaklanjanje, ker pač takšen je pravilnik. Teda v bistvu to je, bi rekel, neki povzetek. Zdaj, sami zaščitni ukrepi posameznikov ali pa tisti, ki se znajdejo nekje grožnje, so pa čisto preprosta pravila, kaj bi rekel, nekaj za izumljati ni, pač človek v tistem danem trenutku, če ima možnost, mora pač se odstraniti od tistega območja, če seveda še v stanju zaslediti to, ali pa se potem pač nekje zakloniti. Zdaj, če gre za res tisti klasični neki napad, potem pač mogoče napadalec človeka ne opazi, ali pa kot sem rekel, pač pobegnite z tega območja. So pa celo navodila, zdaj v tisti skrajni sili, je pa potem možno samo kontranapad, če že res za skrajnost, to je takrat potem, drugače so pa to osnovni napotki za javnost, recimo, pač čim bolj se izogibati tistega območja, če že do tega pride. Sicer pa takrat so tako potem vse tiste javne službe tudi napotene, kot je policija, pa te različne specialne enote na taka območja. In koliko zaklonišč je trenutno na voljo v občini Slovenska Bistrica? Imamo pa 4 zaklonišča, 2 sta neposredno v lasti občine, in sicer to je na Kolodvorski, tu pri policiji, 21B, in pa potem še na Prvomajski 15, to je pa blizu tega ena ulica nižje od doma starostnikov, čisto tam v hribu. Sicer je to v bloku, ampak takrat stanovalci so očitno bili toliko modri, da niso lastnilni zaklonišča, tako da je ostalo v našem lastništvu, smo ga mi tudi dolžni vzdrževati. Potem je še pa
Na šolski 16, to je pa tisti prvi blok zraven druge osnovne šole, čez na koncu ta je pa v lastništvu lastnikov, ampak smo ga mi kljub temu poservisirali in pa v srednji šoli. Branko Hojnik je komentiral tudi nedavne grožnje šolam in vrtcem po vsej državi. Kot je policija že sama izjavila, da je bila nizka stopnja ogroženosti, take stvari, kar se tiče stopnje ogroženosti, sploh šol je težko opredeliti vnaprej, ker pač je velikokrat odvisno tudi od kakih okoliščin. Če pogledamo zdaj Hrvaško, pa tudi še kakšni drugi kraji v Evropi, se zgodi tudi lahko kak napad zaradi neuravnovešenosti posameznika, in to je težko predvideti. Zdaj čisti terorizem pa zakrat mislim, da res ni neka stopnja ogroženosti. Je pa res, da včasih je biti pa pametno malo bolj pripravljen. Jaz verjamem, da šole imajo organizirano tako, saj kar se tiče teh vstopov, pa da ne more vsak priti vsak dan, kadarkoli se posotne. Drugače pa seveda je pa seveda taka stvar za samo šolo oziroma vrtec zelo neprijetna, pa sploh še potem za starše, pa tudi tiste, ki so udeleženci tega, ne najmlajši. Je pa res, da so kar strokovno to izvedli in naši gasilci in policija, tako da so evakuirali vse te otroke in potem tudi izvedli pregled in šele po ugotovitvi, da res ni ničesar ogrožajočega, so potem tudi nadaljevali z svojimi aktivnostmi. Recimo, kot so pač nekatere občine malo bolj panično oziroma šole v drugih krajih delovale. Košarkarji v 3. državni ligi so minuli vikend odigrali 13. krog. V tem igralnem dnevu so košarkarji Bistrice KTMI na domačem parketu gostili neposrednega tekmeca za spodnji del prvenstvene lestvice, ekipo Vrani iz Vranskega. Na trenutke nervozno tekmo so športnim zaključkom sebi v prid z 68-62 obrnili košarkarji iz Vranskega. Gostujoči košarkarji so iz Slovenske Bistrice odnesli pomembno zmago, na kateri bodo lahko gradili v nadaljevanju prvenstvenih obračunov. Danes smo zelo dobro igrali borbeno, držali smo se nekih naših principov. Res smo hoteli to zmago, ker nam malo zmage manjkajo, ampak na srečo smo danes pač pripravili do konca, da je pa zmaga bila. Nepovezani gostitelji so tekmo res odigrali brez glavnega organizatorja in strelca ekipe Juša Pešaka, ki je poškodovan, ampak v prikazanih prvih 10 minutah igre bi lahko tudi v preostalih 3/4 dali več. Definitivno smo zelo dobro odprli tekmo, presenetljivo, obramba, mislim, da smo prejeli 10 točk ali nekaj takega, polni energije, potem pa ne vem, kaj se je zgodilo. Naenkrat nam je slaba obramba, pomanjkanje zbranosti in bilo to. Bistričani so dobro odprli tekmo v prvih 10 minutah igre. Najprej je Lončarič s trojko dosegel vodstvo 8-4. Jaka Holešek je povišal na 7 točk prednosti 13-6. Mahmutovič zadeva trojko za 16-7. Gostujoči najboljši igralec Martin Kosin dosega 9. in 10. točko za goste, ki so izgubili prvo četrtino z 20-10. Uvod v tekmo za domačine je bil več kot odličen. Prvih 10 minut je bilo zelo sproščenih, zadevali smo, dobro smo igrali obrambo, samo pol ni steklo. V drugi četrtini so na začetku gostitelji dosegli trojko, nato pa so na sceno stopili gostje. V ospredju pa Matija Čadej in njegove trojke za vodstvo 24-25, nato tudi 26-32. Četrtino pa so dobili 15-29 in tako tudi polčas srečanja za 4 točke z rezultatom 35-39. Prvo četrtino drugega dela tekme so za 9 točk dobili gostje in vodstvo v tekmi za 13 točk prednosti, rezultat 45-58. To pa je bil del igre, v katerem so varovanci trenerja Uroša Drevenška proste mete metali kar 13-2. 11 točk je šlo torej v prazno. Mislim, jaz bi definitivno izpostavil pomanjkanje zbranosti,
ker najpomembnejše pri prostih metih je zbranost. Tudi ekipa, kot jaz in vsi skupaj nismo pokazali dosti energije, požrtvovalnosti, požrešnosti in to skozi celo tekmo nismo mogli sestaviti in na koncu je tudi prišel poraz. Ekipa Vrani je v zadnjem delu igre rutinirano tekmo pripeljala do konca in samo vzdrževala priigrano v prejšnjem poteku srečanja. Slabša izvedba prostih metov z njihove strani pa je domačim omogočila, da so prišli samo na 6 točk zaostanka, 62 proti 68. Največ košov za zmagovalno ekipo je dosegel Martin Kosin 18, pri Bistričanih pa je Vid Lončarič dosegel 17 točk. Po tem bolečem porazu pa le ni vse tako hudo, kar se tiče bistriške košarke, saj poznamo tisti rek, da na mladih svet stoji. To so potrdili najmlajši, ki so ob polčasu odigrali medsebojno tekmo. Uživali smo vsi, najbolj seveda trener, tokrat v vlogi sodnika Franc Petkič, ki te najmlajše pošilja v svet košarke. Judo klub Impol je že 55. pod streho uspešno spravil tradicionalno mednarodno tekmovanje judoistov za pokal pohorskega bataljona. Na turnirju na tatami stopilo 123 judoistov iz 29 klubov, ki so tekmovali v članski in kadetski konkurenci. Zraven pa je kimono potilo tudi 14 judoist, ki so nastopile samo v kadetski konkurenci. Borci in borke pa so na letošnjo izvedbo prišli iz 4 držav, Slovenije z najštevilčnejšo udeležbo, ter še 3 držav, in to Italije, Avstrije in Hrvaške. Pri članih je na tatami stopilo 49 judoistov in to v 7 težinskih kategorijah. Največ prvih mest, skupaj 4, so ponesli varovanci trenerja Impola Filipa Leščaka. V najlažji težinski kategoriji do 60 kg je s konkurenco opravil mladinski reprezentant Slovenije Gal Blažič. Ja, v bistvu to je nekako uvodna tekma za to sezono z novimi pravili, tako da sem v borbo šel sproščeno, da sprobam nova pravila in ja, v bistvu je bilo super. Slovenski reprezentant do 60 kg David Štarkel je na svoji uvodni tekmi novega koledarskega leta tokrat tekmoval v kategoriji do 65 kg in prepričljivo gostiteljem prinesel drugo zlato kolajno. Super zmaga, kategorija višji, šel sem kategorijo višji, smo rekli, ne bomo hujšali, zbijali kil, torej prešparamo za tekme v zuniji, svetovne pokale, Grand Prix, Grand Slame. Lepa trening tekma, tako da nimam kaj reči, lepa zmaga. Zmaga pa mu je vsekakor dobra odskočna deska za naslednje tekme, ki ga čakajo. Ja, zdaj najprej je domači svetovni pokal v Ljubljani, pa naprej mislim, da je Avstrija, Grand Prix oziroma Evropsko prvenstvo v Črni Gori. Za tretjo zlato odličje za Impol je poskrbel v kategoriji do 73 kg novinec v vrstah Impola Rok Plešnik. Zmage se je veselil v konkurenci 8 tekmecev. Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil tudi Timotej Kos, in to v težinski skupini, kjer borci ne smejo tehtati več kot 90 kg. Boji so bili kar dobri, ampak še prostor za napredek. Borbe so bile težke, naporne, ampak na koncu sem vse zmagal. Sam sem osebno prvič zmagal člansko tekmo in sem zelo zadovoljen. Poleg tega pa še domačo tekmo in me veliko domači prišlo podpreti. Torej, to je zelo dober začetek sezone. Zdaj, v začetku je zelo naporno, urnik je zelo težek. Cilj se uvrstiti na Evropsko prvenstvo pri mladincih ter probati narediti, kak je rezultat na evropskih pokalih. Za skupno zmago judoistov Impola v članski konkurenci so pomembne točke dodali tudi Tjaž Pintarič, ki je bil tretji v kategoriji do 81 kg, Miha Brence je bil tretji do 73 kg, na tretjo stopničko pa se je v kategoriji do 100 kg povzpel domači adut Marijo Gašparič, ki pa je nastopil s poškodovanim prstom na desni roki in prav ta poškodba ga je ovirala do še boljšega rezultata. Zmago je domov v sosednjo Hrvaško v tej kategoriji odnesel Ivan Rozga. V kadetski konkurenci, kjer je kimono potilo 74 kadetov, je prvo mesto za Impol v kategoriji do 73 kg osvojil Luka Kodrič. Vedel sem, da imam velike šanse za zmago, plus sem pač mogel iti v vsako borbo samozavestno in pač opraviti to, kar sem mogel. V kadetski konkurenci so prvo mesto seštevko točko osvojili judoisti Slovenj Gradca, pri kadetinja pa judo klub Apolon iz Maribora.
Zraven prvega mesta judoisti Impola v članski kategoriji, kjer so kot zmagovalci prejeli tudi največji del denarne nagrade, so Impoljčani dvignili tudi pokal za skupno zmago v članski in kadetski konkurenci. Ja, moram reči, da smo uspešno izpeljali danes 55. memorial tekmovanja. Moram tudi reči, da je to uvodna tekma za naš klub, da vidimo, kak smo. Moram reči, da smo osvojili danes prvo mesto in da so lepa spodbuda za naprej. Tale pohorski bataljon ponovno dobiva tisto pravo tekmovalno borbeno sliko in kvalitetno sliko, ki jo mesto Slovenska Bistrica tudi potrebuje. Ja, danes so bile prikazane kvalitetne borbe in upamo, da bo šlo tako naprej, da bo vsako leto boljši. Judo klub Impol iz Slovenske Bistrice se ponaša z dolgoletno in izjemno uspešno zgodovino. Velik del k vrhunskim dosežkom kluba je prispeval tudi začetnik tekmovalnega juda na mednarodnem prizorišču, legendarni Stanko Topolčnik. Topolčnik je bil prvi judoist, ki je leta 1969 na članskem evropskem prvenstvu v Stendeju osvojil bronasto kolajno. Leta 1972 pa je kot prvi slovenski judoist nastopil na olimpijskih igrah v Münchnu. Judo klub Impol že 10. leto organizira memorial Stanka Topolčnika v spomin na svojega prerano preminulega člana judo kluba in to za pokal Slovenske Bistrice. Turnir, ki se je v 8 izvedbah organiziral v poletnem mesecu juniju, je že drugo leto zapored izpeljan v januarskem času. Turnirja, kjer svoje znanje merijo najmlajši judoisti in to v kategorijah U8, U10 in U12, se je letos udeležilo 250 nastopajočih. Tekmovanje je seveda potekalo na mednarodnem nivoju, saj so na blazine stopili tudi judoisti in judoistke iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Na turnir v dosedanjih izvedbah pa z veliko mero ponosa gleda tudi sin judoistične legende, ki je bil v svojem času tudi tekmovalec kluba, sedaj pa uspešen trener v mlajših selekcijah. Jaz mislim, da si moj oče to tudi zasluži. Kot sami vidite, ta turnir, tako kot ste omenili številko, je tu ogromno mladih nadobudnežev, kateri začnejo z prvimi koraki juda, s poznavanjem. In na to tudi, jaz upam tudi, da bo kateri izmed teh od punc in fantov, da ga bomo tudi videli na svetovnih, evropskih in celo na olimpijskih igrah. Drugač pa mislim, da smo kar z tem, kaj se danes tu zadaj vidite, smo zelo zadovoljni, tako da lahko rečem odlična ocena. Zelo uspešna na kategorije tekmovanja je bila tudi domača zasedba. V 3 starostnih kategorijah so osvojili 9 zlatih, 10 srebrnih in 17 bronastih medalj. Veliko jih je torej stopilo na zmagovalni oder in za svoje delo prejelo zasluženo nagrado. Pa tudi tisti, ki niso bili dobitniki kolajn, so svoj delež prispevali k skupni osvojitvi pokala. Zraven tekmovalnega dela pa je nekatere udeležence čakala tudi naloga pred našo kamero. Poglejmo, kaj so povedali. Ful je bilo treniranje naporno, pa se je tudi splačalo za to, da lahko osvojiš kakšno medaljo na tekmah, bron ali karkoli drugega, pa je vseeno vse ok, tudi če izgubiš, še ni vsega konec. Zelo sem treniral, splača se trenirati za dobre uspehe, imamo treninge močne, da bomo bili močni, pa tudi za to tekmovanje kar dobre želje, misli, da bom bil prvi. Je bilo fajn in dosti treniram in sem se zelo poboljšala od prejšnjega leta. Upam, da bom prišel vsaj do stopničk, pa to spodbuja pa me to, da bom pol lahko doma bil, pa bil sproščen. V redu, mislim, da sem do konca boril, pa da bom zmagal. Pomenijo mi veliko in gremo naprej, da probam čim bolj se boriti naprej. Zakaj si se odločila pravzaprav za judo? To sem želela že trenirati in sem se odločila, da bom. Kako treniraš? Začnemo vedno z nekimi prevali pa s kolesi, potem pa začnemo se boriti, pa nam učitelj vse razloži.
V judoklubu Impol, če soditi po tem tekmovanju, se dobro zavedajo, kaj je potrebno storiti v najmlajših selekcijah, da pridejo do dobrega članskega tekmovalca. Izredno me veseli, v bistvu vsako leto v našem klubu prihaja več in več novih članov, teda smo res izredno ponosni, da smo letos dvignili to članstvo mladih tekmovalcev na 150, kar je mislim, da rekord v našem klubu. Tudi danes na tekmi se jih bo udeležilo več kot 80 tekmovalcev iz našega kluba. Res izredno smo ponosni na naše tekmovalce, seveda pa tudi na naše trenerje in vodstvo kluba, ki opravljajo res odlično delo. Verjetno pa veseli podatek, da za tem projektom, torej v mlajših kategorijah, stojijo tudi starši, ki so danes v velikem številu prišli bodriti torej svoje otroke. Seveda, brez staršev bi težko organizirali tako tekmo, dosti staršev nam tudi pomaga pri sami organizaciji tekmovanja, pa seveda, ja, starši so vedno glavni navijači, vedno bojo, da smo veseli, da tudi starši podpirajo mlade tekmovalce in jim je všeč, da njihovi otroci obiskujejo judo. Odbojkarska ekipa iz Slovenske Bistrice, ki v tej sezoni igra med tretjeligaško konkurenco vzhodnega dela Slovenije, je v 11. igralnem dnevu zabeležila 8. prvenstveno zmago. Premoč Bistričankam so tokrat v športni dvorani v Slovenski Bistrici morale priznati igralke Celja. To je bil tudi obračun tretje in zadnjeuvrščene ekipe v dosedanjem poteku prvenstvenih obračunov, ki so ga domačinke dobile po 4 nizi z rezultatom 3-1. Varovanke trenerja Marka Pongračiča so si zmago priigrale brez 2 nosilk igre, Eve Rožanc in kapetanke Neli Rajh. Ta je bila kljub poškodbi na klopi, vendar ni stopila v igro. To, da smo pa danes zmagali, pa je bilo sicer pričakovano, ampak smo mislili, da bo to ful boljša tekma, da bomo dosti boljše odigrale, ampak videlo se je, da ni bilo mene, pa videlo se je tudi, da ni bilo še Eve Rožanc in se je ful poznalo na sprejemu, sicer za ona ful dobro podaja, tako da to se ni opazilo tako, da bi ona bila zdaj slabša od mene, ampak to, da niso igrane s puncami in to je potem prišlo do težav zaradi tega. Prvi niz v tekmi so si s 25-21 priigrale gostiteljice, ki so tekmo kljub desetkano zasedbo začele bolj negotovo in gostjam dovolile vodstvo v sredini niza z rezultatom 17-19. Zaostanek je nato z dobrim servisom poravnala Maša Vanček. Brina Rahle je z lepo točko povišala vodstvo na 24-20. Drugo zaključno žogo pa je z blokautom preigrala Lara Čavničar in vodstvo v srečanju z 1-0. V drugem nizu, ki se je končal isto kot prvi, pa domačinke niso dovolile, da bi Celjanke okusile slast vodstva v tem nizu. Domače so največjo razliko 9 točk imele pri rezultatu 22-13. V tem nizu je dobro s podajami razigravala soigralke 15-letna Zana Žel, ki je tudi z začetnimi udarci pokazala, da ima natančno in močno roko. V zaključku niza je gostujoča igralka Živa Šoštarič približala na 24-21. Na servisu so nas presenetile, glede na to, da imajo zelo dolg pa močen servis. Tudi ko so napadale, da so vedno po prsti bloka, zato da je vedno daljša žoga, potem se odbila in je bilo to težje rešiti, drugače pa smo pričakovali. Tretji niz pa je bil tudi zgodovinski za ekipo Celja, kajti niz so obrnile sebi v prid 22-25 in si tako priigrale prvi niz v poteku dosedanjih tekem, zato je bilo veselje tudi temu primerno. Tretji niz smo se šli staviti za Meka, za McDonald's, pa smo to dobili motivacijo, pa še vedeli smo, da se lahko bolj potrudimo, zato nam je bila to motivacija. Sploh naš trener Goran Cesnik nam je dal motivacijo, ker ve, da znamo boljš. Smo to tudi pokazali v tretjem setu, lahko bi še pol naprej na tekmi. Po opozorilu in izgubljenem tretjem nizu in znižanju v tekmi na 2-1 so Bistričanke v četrtem nizu postavile stvari na svoje mesto. Niso dobro odigrale Zana Žel, Brina Rahle in Kej Koren. Sicer smo kar zadovoljne s tem, da smo na tretje mesto, ampak vem, da bi lahko bile boljše, lahko bile tudi prve, ampak nam včasih na tekmah zmanjka tiste želje, strah nas postane in potem naredimo preveč lastnih napak in potem to privede do poraza. Niz 25-16 in 3-1 za Bistričanke je dobra popotnica za nadaljevanje prvenstvenih obračunov.
Mednarodno tekmovanje v tekvandoju v organizaciji Red Power kluba iz Slovenske Bistrice in istoimenskega kluba iz Maribora se je v športni dvorani v Slovenski Bistrici udeležilo 336 tekmovalcev in tekmovalk iz 35 klubov, ki so se borili od najmlajših pa vse tja do članske konkurence. Da pa je tekmovanje potekalo v trdem mednarodnem merilu, pove podatek, da je v borilni prostor stopilo 12 držav. Glede na to, da smo zdaj kar nekaj let delali otroško ligo na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica v obsegu 100 ljudi, smo rekli, dajmo probati nekaj več narediti, pripeljati Bistrico, glede na to, da smo tudi uradno ustanovili Taekwondo klub Slovenska Bistrica po 7 letih delovanja in smo kar zabredli v mednarodne vode in moram s ponosom povedati, da je letos tukaj prišlo, se je udeležilo našega turnira 12 držav. Tekmovalci so svoje znanje prikazali v različnih težinskih kategorijah. V tej zgoščeni konkurenci pa je uspešno nastopilo 25 tekvandoistov iz bistriškega kluba, kjer funkcijo predsednika in trenerja opravlja Kristijan Kovačič. Jaz sem se preselil sem v Slovensko Bistrico pred leti, zato ker sem delal v Slovenski vojski. Na to sem pa tudi preko Ivana, ki je bil član našega kluba, bolj postal njegov trener, pa smo pa rekli, dajmo še narediti tudi trening. Tako da pol dobiš čerko, pol si na njeni šoli ustvariš krožik in tako je to pol vse skupaj začelo. In to traja zdaj 7 let in prineslo tudi to, da je tudi klub pol se ustanovil v Slovenski Bistrici. Člani domačega kluba so na tem tekmovanju osvojili 14 medalj. Od tega števila je za zlato v kadetski kategoriji do 49 kg poskrbel Max Varga. Odmevno zmago v ženski konkurenci pa je med kadetinami v kategoriji do 51 kg dosegla Ana Marija Kovačič. Ta turnir mi je res všeč, ker je pač tudi naš trenir od kluba. Komaj čakam zdaj, da bom še imela eno borbo. Pač fajn je, ker se tudi spoznaš z ljudmi in imaš neki stik z nekom, imaš tudi neko spoštovanje do športa. Ne? In kaj je botrovalo temu, da se je odločila za borilno veščino taekwondo? Meni pač taekwondo pomeni ful, zaradi tega, ker je moj ata trener in me je tudi on to vpeljal in mi je tudi pač všeč, ful, tudi se rada borim, se rada tepem. Mi je pač, da potujem, bi ful rada potovala, se bi rada pač borila, čim več zmagala, tako da ja. Taekwondo ima tudi kar bogato bistriško zgodovino, za katero je poskrbel dvakratni olimpijec Ivan Trajkovič. Na tekmovanju v Slovenski Bistrici pa je bil tudi najboljši taekwondoist Slovenije, olimpijec iz Pariza Patrik Divkovič, ki je bil na turnirju v vlogi trenerja ekipe Logatca. Jaz kot trener v tej vlogi super vidim take dogodke zaradi naših tekmovalcev, zaradi naše mladine, ker to so za njih odlične tekme, ker dobivajo izkušnje, ker se v bistvu pripravljajo potem tudi na te večje turnirje, tako da to je ta šola, ki jo morajo dati skozi, kakor sem jo tudi jaz dal skozi in to je super za njih. Patrik in Ivan sta tudi veliko skupaj trenirala in se pripravljala za največje tekme. Ja, midva sva ogromno časa preživela skupaj, veliko sva trenirala skupaj. Tudi tukaj v Bistrici sem pri njemu že treniral, tako da nisem prvič tukaj. Se zahvaljujem Trajkoviču, ker me je v bistvu tudi zaradi njega sem jaz postal boljši, veliko me je naučil in kapa dol tudi za njega. Ta mednarodni turnir je torej potrditev, da v Slovenski Bistrici raste veliko nadobudnih taekwondoistov, ki bodo mogoče v prihodnosti nastopili tudi na olimpijskih igrah.